Pozdravljeni. Tole so glave, ki smo jih posneli v živo na gradu 9. aprila 2025. Dal jih bom tako v glave, kot v Čeveškaj mislim feed. Potem ne omenim to, da bojo spet glave na gradu 8.10. ob 5:30, kjer bo vas pižancem na odru, z nama bo Jure Godler, tako da vabljeni, povezave za karte sicer še ni, ampak bo kmalu, ker je pač to čez 27 mesecev. Še enkrat bom to rekel, sreda 8.10.2025 ob 5:30. Pa ker bo šlo tole tudi v feed Čeveška, mislim, dajte kaj vprašati možganski trust za naslednje epizode. Najlepša hvala, da poslušate, zdaj bom nehal govoriti od glav intro, potem bo pa že posnetek iz Ljubljanskega gradu. A snemamo? To ti rečemo, da. Pa ja, valjda da. Če pa ne, pa ne. Začni. Drage obiskovalke, cenjeni obiskovalci, lepo pozdravljeni v še eni epizodi specialne edicije podcasta na počitnicah glave na gradu. Ne veva, katera številka točno je po vrsti, ampak bomo pogledali, napisali, ko bomo tole objavili. In še enkrat najlepša hvala Ljubljanskemu gradu, ki nas tako z veseljem gosti dvakrat letno v svojih prostorih. Po lanskih upornikih smo letos rekli, gremo malo bolj gremo malo bolj štapleraj, gremo na Gospodo. Seveda pa vseh stvari, ki se govore o Gospodi, ne smemo verjeti in ravno zaradi tega bomo danes govorili o mitih in legendah o grajski Gospodi. Še predtem pa bo Anže povedal admin. Ja, bom, ker si ti to rekel. Pero sem fajl, pa dal sem telefon na potih, ker nisem hotel, da zvoni vmes. Ker se ne da te prej narediti. Prej tega narediti. Smo se pogovarjali, imeli smo debato o zadnji, kje kdo jedo. Tako da. Discord obstaja, pač pridite, Hanna je tudi v Discordu od Aparatusa, kot Hans, tisti, ki veste. Pa zdaj delava s pižancem, če veš, kaj mislim. Več glav manj ve. Tako, ja, edini podcast, ki dejansko pomaga ljudem v življenju. To mi rečemo, Benci tega ne potrdi, ampak zraven sta pa še 20 televizije, a ne, pižanci. Ja, in to iz dveh različnih televizij. Pa z veliko oglasov. Tako. Ja, bo na eni točki tudi to uživo. Na eni točki bo tudi, če veš, kaj mislim, uživo. Sam rabimo dosti varnostnikov, ko na dva imata fenice. Tako, ja, mi dva jih. Absolutno nimamo. Ampak ja, Sašo Steren, Jože Robežnik sta to. Ampak ni ju ne bo danes, tukaj, ker tole so glave na gradu in z nama je prav lahko rekel kar najna redna gostja v teh grajskih debatah. Hanna Stupica, ilustratorka, ljubiteljica hrtov in vse splošno, mislim, da ena od 3 satelitk opazovalnice. Tako, res je. A dveh, ne, koliko je ena, dve? 200. Ena od 2. Malo več jih je, nihi lagat, nihi. In pa jaz imam njeno sliko, to se narobe sliši. Jaz imam, to ni bilo v redu. Nad posteljo. Nad posla. Ja. Njeno ilustracijo. Tako ja, ne rečeš, što... Ja, opico. Okay. Eno opico njeno imam nad posla. Pavijana. Ki bere kaj? Ki bere... Mandrilje. Ja. No, pižanc Pavijan, slabo. Ki bere Paradise Lost, knjigo, ki smo jo vsi prebrali. Predvsem Anže. Všeč mi je, ker se tako malo smejite. Ker tako unike se smejijo, saj priznajo, da jo niso. Unike ste tih, ne? V redu, pojmo naprej. Kdo je pa napisal to knjigo? Milton. Come on! Dajmo en aplauz. Okay. V redu. In jaz mislim, da je to super istočnica, tale aplauz. Da Anže kar začne. Zdaj bomo, pač naslov smo dali miti in legende o grajski Gospodi. Jaz, ko sem gledal, kaj je Anže dal, bomo videli, kakšne legende in mite je lahko njih napletal. On si mislim, da zelo liberalno. No, ne, mislim. Ti si tak liberalca, ne? Ti si zelo liberalno jemlješ določene izraze. In poglejmo, Anže, kaj je tvoja prva legenda oziroma mit? Moja taktika je bila, da zdaj začnem, ker tale je kar slaba. Da polka bo stavana, da govorila, bo ful boljš, pa te pozabim, mame. To zelo iskreno povem. Drugač pa, sedaj človeka. Ja.
To je Joaquin Phoenix. Hvala, sem trem, ki ste. Hvala. Se vidi, kako ljudi ta film gleda. Ja, najbrž ga. Dosti več ljudi ga ni. Ne, jaz sem pač ta Napoleon, ne, človek. Jaz imam z njim edino povezavo, ki imam z njim, da sem najbrž se od njega učil enkrat. Pa to, da smo Pa bili... da sem imel presneti CD od njih. Ne, Napoleon, okay. Res kulturna referenca. Okay. Ne, pa da sem bil na maturantskem izletu, sem bil na Elbi. Tako da videl sem Elbo od blizu, nisem videl. Močne, megleno sem videl. Ampak, jaz sem, ko sem se na to pripravljal, sem šel že spet po moji taktiki v Google napisati miti in legende. In je pol ta njegova višina, kar mislim, da vsi vemo, da so človeka, zato sem tudi dal to slikco, sem zbral to vse iz Wikipedije, jaz to vse iz Wikipedije poberem, ker so ga pač britanski časopisi takrat, oziroma mediji, so ga zmeraj prikazovali kot majhnega, nizkega človeka, da kahalite šarlatane, kako je majhen, nič ne ve. Ja, izmurgal. Ja, in... Tako, ja, okej. Ko je bilo ženi ime, je to lošna Štefka. Ja, se to, hočem sam. Ja. Predvsem je Wellingtonu čaj skuhala. In jaz sem pol seveda, tako, in pol je ta nek mit, bo vedno, on sploh ni bil nizek. On res ni bil nizek. V primerjavi z Godlerjem? Ne, okay, ne. To je druga vprašanje. Ne bil je povprečne višine, da za naš... Ne, veš, glih to. In jaz sem tudi mislil, on ni bil nizek, in sem mislil, jaz sem še enkrat, jaz sem 2,6 m visok, kar je absurdno, to se vsi lahko strinjamo, ampak pa sem rekel, moj model je bil visok, mogoče, in tudi, ko je bilo te za tiste čase, je bil čisto okej, in sem jaz mislil, da je to neka spodobna številka. Pa, ker sem to googlal, sem pa prebral, ker sploh ne vejo točno, ampak cena je med 168 172. Ampak to je že spet ta Godler scena. To so, ja, se pravi, povprečen moški. 169 pa 3/4. Ne, Godler se je zmanjšal. Zaradi bremena življenja. Ja, on je začel pri 178 in vem to zato, ker sem jaz tako visoka. Pač. In zdaj se vsakič 1 centimeter manjši. Ampak moja stara je bila ta glih kontra. Ne samo, da on je bil nizek človek, ker tudi piše, da je bil več ali manj samo v povprečju takrat, sprav ne. Ja, ampak ni bil midžet ali 150, pač normalno. To lahko rečemo, pridanca. Ne vem, ti si tisti, ki ima čez kulturno policijo. Radi poudaril, je to Hanna rekla. Mi pa se distanciramo od tega podcasta. Človek manjše višine. Tako, ja. Moja poanta je samo to, da jaz sem cel čas... Vertikalno prikrajšan. Tako. Ne, jaz sem do prejšnjega tedna, oziroma zdaj že 2 tedna, ki sem se na to pripravljal, sem jaz tako živel v nekem prepričanju, da ne, Napoleon je bil v bistvu, jaz sem imel v glavi nekih 78, 76, neka spodobna višina, se obrčujem, če kdo nižji, ampak neka spodobna višina za človeka, ki bi mu rekli, da ni majhen. In jaz to gledam, recimo 75 plus. Ne? Ponovno pa v bistvu, in jaz mislim, da so imeli Britanci kar prav. To je moja teorija. Samo včasih so bili vsi manjši. Ja, ampak očitno ne toliko, ne. A veš? Ne vem, tako da jaz sem, kar se njega tiče, par stvari tudi zdaj še zvedel, ki jih ne bom, ampak kar se pa Elbe, to sem hotel še povedati, ker smo si šli par stvari pogledati, ne. Jaz bi tako rekel, ne, ni bilo slabo tam. To je moja teorija. Jaz, če si že izgnan nekam, Rovin, a veš, ali pa, ne vem, Elba. Čikat, tako. Šolta, Čižiči, ja. Čižiči, ja. Vis, ta lep del, ne unten, ki je bila vojska, recimo, Brioni, da so zebre, Kadilak je tam. Ne. Tako da hočem zdaj reči, da jaz bi tudi bil tak mini diktator, ki pol sveta za serije, pa moraš iti živeti v Italijo na otok. O ne, ne. Tako da, to je to. To je vse, kar imam. Sem rekel, da je slaba. Zdaj pa pižamc. Okay. Z ničim, kar nekaj pa povem. Čakaj, bo še... Ne, sam tako. A sem kaj narobe rekel? Vse je prav, sam recimo Henrik VIII, ja. Angleški kralj. Unke je vse dal pobiti. Ne, žene. 2. Sam dve? Ja. Sam dve. Druge so se spotakljene. Jaz se spet distanciram od tega podcasta. Ja. To vem eno zgodbo, ampak dobro, ne bom. On je bil nadpovprečno visok in je bil 185. No? Ja, ampak nadpovprečno visok. On je prej živel. Ja, malo prej, ja. 200 let prej. Mislim, da sem
bi ga spustil, če bi bil moj mikrofon, ne, tudi to ga ne bi, ampak načeloma, no ideš, pač Napoleon, če se boste kaj od danes vzeli, kar boste te dva govorila, nepomembno, Napoleon je bil v resnici nizek človek. Vertikalno, kaj že? Prikrajšan. Samo ni bil nizek, ti si pa nizkoten. Lej, vsak mora en talent naprej. Tako da ja, to je to, pižamc, da je nekaj dobrega. Okay, če sem šel malo bližje, v Kamnik. Kamniško Veroniko, zdaj se bom, to moram povedati, mi imamo tle zdaj projekcijo zadaj, ne, in tudi vsi, ki boste pa to doma poslušali, v zapiskih bo ta projekcija, bomo naredili PDF, tako da boste lahko vse pogledali. Tako kot vsak modern podcast. Ali bo pa mogoče celo, ne, že ti už te slike naredil noter v poglavja. Ja, da mi del. To je treba vsako ročno obrezati. Pa mogoče sploh, ki jih imam po 5, veš, za eno. No, v glavnem, Veroniko najbrž pač vsi poznamo, ta kamniški grb, poznamo jo, se pravi, pol ženska, pol kača. A to resno? Ne, to stane kolisno od kamnika grba. Poznamo čenčurja kamnik, čenčurja grb. Eke krompir. Ne. By the way, krompirjev šenčurja se reče Igor. Ne, to je pasma. Iz šenčurja. Ja. Sorta in sem Igor, mu je ime. In v grbu, ki je bil na sredini dvorane, kjer sem jaz igral, samo zato to vem, je pa Sveti Jurij, ki ubija, oni temu rečejo zmaja. Ja. Jaz rečem en tak John Carpenter krokodil iz 80-ih. Zgleda zelo tak gumijast kuščar v resnici, ampak ta mit o človeku, ki je ubil, to ti poglej pa strokovno lahko oceniš. Mi smo se podavali, ko smo se vozili čez to krožišče, smo imeli pač tisto šalo reciklirali, ne. Kao oni imajo tudi kip, Svetega Jurija, ki ubija zmaja, pač da je to Sveti Jurij in prvi pregled korone. Ja, če tam zmaj, notmo ven vzdrvimo, zabija. Ne? No, v glavnem so tudi lesta dva zmaja in do njih bomo tudi še kasneje prišli, do teh dveh zmajev. Morska deklica. Ne, ni morska deklica. V glavnem, Veronika... Za kamnik kroverc, opravičujem, da sem to rekel. Sam je res je krokodil. Ja, res je. No, krokodil je. Zdaj bo Hanna odbrala svoj iPad. To so na Fiverju naročili trg. Koliko smo pa prešparali z javnimi sredstvi letos? Lahko damo še 2 nive z Igorja. Ne? No, v glavnem, dajmo, če se smemo zdaj, preden čist nas pokrompiriš tukaj že. Veronika je bila grofica, ki je živela na malem gradu. Kamnik ima 2 gradova. Mali, ki je v centru mesta, kjer in pa Jaz bi rekel, da to velikega. Wow. Sem vedel to. Ki je pa nad mestom, zdaj imajo tam neke sprehajalne, razgledne točke, pa itak vse zaprt, ker se neki kregajo glede dovoljen, ne vem, pa lesništva. Ampak ta je mali grad, ne, je v centru in ona je bila tam grofica in zdaj več legend obstaja in najbolj razširjena je ta pač, da so bili 3 dečki, sirote, ki so revni, ki so odraščali v samostanu, ki je tudi v Kamniku in niso imeli pa pač potem denarja za študij, da bi šli lahko v šole, ne, in so prišli, oziroma ne, zidat so cerkev so pa, no, odpeli so novo mašo, ne, in so šli zidat cerkev, ampak so imeli pa ful stroškov in so šli zdaj pa nek tej grofici Veroniki in so rekli, ti imaš pa tis pa nalovdana, ne, lahko kaj prispevaš. In ona je zdaj pač večinoma prav rajši se takoj spremenim v kačo, kot pa da bi žrtvovala najmanjši belič za vašo neumno zidavo. Po eni legendi reče vinar, po eni reče krajcar, tako da očitno tudi ne bila podpornica glav. A po tej logiki je ta grb spoiler zdaj. Ja, grb je spoiler, ampak jaz mislim, da ljudje večinoma vejo, ti ne veš. A lahko zablaskate tisti, ki poznate to legendo? To je bilo najboljši. Jaz sem don svoje naredil. To je pa tako dober. Res. To je bilo pa to, ne. Mi dva pod kamno živa. Bi se res svinjam. Ne, dajmo sedeti še par sekund v temu, kaj je pižanc tole probal. Ne. To je bilo pa tako dober. Hvala. Jaz sem se naježil. A že ti si hvaležen, ker je publika enako neizobražena kot ti? Moji ljudje! To je bilo pa to hvala. Povej, prijatelj, zgodbo, ki jo vsi poznamo. In jasno, ne, in je bila še jezna, ne,
in pač kako si upajo tle priti enim efektat za denar in je z vso silo udarila v podboj, kamnit podboj vrat, da je noter luknja nastala, ne, in ta luknja kao še zmer je. Najbrž je bila višja kot Napoleon. Ja. Ne, In se je spremenila v pol žensko, pol kačo. In jo je pogoltnila zemlja. Ni bilo dosti. Jo je pogoltnila zemlja in zdaj tam čuva zaklad, ampak pa so bile pa stvari, pač se prikazvala kdaj, bojda se je doskrat v šutni prikazvala tam na klancu pod gradom, preden so ga splanirali. Večinoma so jo videvali pijančki. Pa je pa urbanizem. Pa imaš pa dve legendi, kako jo enkrat, da je otrok hoče rešiti, enkrat pa nek mladenič in otrok pač prav šibo me udar, ne, in 3-krat me boš mogel šibo udariti in ker me boš 3. udaril, bom rešen na prekletstvo in ti boš dobil moj zaklad. In on je enkrat udar, ne, enkrat na teden se bo to zgodilo. Ne. In enkrat udar in rata še bolj grozna, ne, in čez en teden pride in udar in še bolj grozna rata in se scaga, prav ne morem in zbeži. Po drugi legendi jo mora pa poljubiti. Ne. Je pa mladenič, pa jo bo poljubil, pa pa čez en teden in ne more, ne, grem in ostane dol. In je še zdaj spodaj pod Kamnikom, tako da tudi Valvazor poroča, kako so ljudje iskali ta njen zaklad pod gradom, nekdo je oslepel, ko ga je iskal, en mu je cego padel na glavo, ko ga je iskal, tako da če ima kdo željo po hitrem zaslužku, mogoče ne raj vlaga zdaj v ameriške delnice, ki so na dnu, bo bolj garantirano. Ne, je pa recimo zdaj ta legenda, ne, recimo tudi grb kamniški, recimo ima še tlele za nekog se vid, je imel najprej to, ki je bila pol ženska, pol faronika, ne, riba faronika, se pravi ženska z ribjim repom, tako da evo, koliko smisla ima to v Kamniku, on že ima ga. Ker teče reka čez. Ja, originalni kamniški grb je imel pa not Sveto Marjeto, ki je molila, pa 2 zmaja, ki sta odspod iz leta 1490, je še ohranjen, ki je bil takrat na mestni hiši in iz tega je pa počas prišla ta Veronika pol ven, ki jo ima, tle imamo ilustracijo Milana Bizovičarja iz slovenskih legend, imamo Veroniko iz pivovarne Mali grad. Jaz sem par otrok tam naredil, veš, kaj kažeš ti celcaj že? Vem. Pravi, že spet bomo dali rating. Otroci, dajte si zdaj zatisniti ušesa. Jaz sem pol tuhtal, jaz sem to resno tuhtal, ker ta legenda sicer ne obstaja, ampak jaz bi rekel, pač, kaj delajo kače vsake tok cajta, ki zrastejo? Levijo se. To bo slabo zdaj. Ja, jaz mislim, da pač unke najdu ta prvi lev od Veronike, da je bil tudi prvi človek, ki je ustvaril industrijo igrač za odrasle. Jaz sem vedel, žal mi je, da sem vedel, kaj boš rekel. Ja. To je pa moj, predolg se že pozna. Ja, cool. Tako da ja, to je ta Veronika, ko boste šli po Kamenku, torej Mirki, ful je pa še od tega dalje bila poganka, pa pač 500 legend je, ki krožijo, ampak najbolj je ta pač 3 jo prosijo za denar, noče, da traj se spremeni v kačo in evo, zdaj jo imamo. Sami meni se zdi še na eni skali, ker ti si podboj kazal, ne? Ja. In na eni skali se mi zdi, ko greš na Mali grad, je isto, tako kot da ne bi ona udarila noter. Tako. Se pravi, Mila, tako kot roki, pa do vrha je šla gor, vsake to kazajta malo udarila. Tam. A to je, koliko je pa to velik grad, če je v centru? Kaj se čez center pelem, kaj grem, bom potem govoril o Gornjem gradu. Pod njim je kavarna Veronika. Ja. Kjer nimajo kačje sline, sicer ne strežejo, ampak ja, in to je pač dejansko na dvorišču tega gradu vsaj čas je bil festival Campfest, recimo so bili koncerti tudi. Pa kapela še stoji, ker grad je porušen, je bil že za časa Valvazorja porušen, pa kapela je še, ki je v bistvu v 2 nadstropjih. Zakaj ti pa ti to veš? Splošna razgledanost. Prej si jih videl, prijatelj. Zakaj pa to veš? Ne, jaz sem turistični vodič mal. Občasno me to preveč zanima. Tako da ja, ni pa to edina Veronika, o kateri bomo danes govorili. Obstaja še kakšna druga Veronika in to ne evrovizijski komad, ampak Veronika Deseniška. Vsi se pa vidi zdaj, kako je Hanna tole zrihtala. Hanna ima pa lično oblikovano. Jaz sem iz Wikipedije vzel. To je ljubljanski grad v zadnji. Tako sem se potrudila. Ja. Ja.
Tematsko. Kdo pa je zdaj Veronika Deseniška? Anže, Ja. a ti dam za prebrati, mogoče kaj? Slep sam piše, da je zelo dolg nazaj. Jaz to moram poznati vseh. Mislim, jaz sem se odločila za njo predvsem, ker ne bi bilo nekje 600 let, cirka, ko je umrla. Eni pravijo, da je 1428, eni pravijo, da je 1425 umrla. To je znana ljubezen. Anže jo googla zdaj. Ne. Žal nimam podobe njene, ker pač ne obstaja. Je bila pa v bistvu hrvaška plemkinja, zdaj so to ugotovili približen iz kje in je kakor kriva za propad celjskih grofov. A je bila iz Červarja? Ne, žal. Ampak Okay. je pa tako, da Frederik Celjski. Ja, to pa vem, da je. Ja, Eno od teh 3 zvezdic na grbu. Ne? Okay. To je res. To je tehnično gledano res. Ja, ker je bil Sej, prvi evo. grof, sem jaz samo eno zvezdico. Logaš. A veš? Tako je Loga Juventus, klele na hitro pokažeš Ja. tukaj, evo. ko osvojiš Na, Ligo prvakov, da tukaj. Evo. zvezdico na grb. A vidiš, tam ima 3 zvezdice, pa vse. To je Frederik na turnirju. V Konstanci. Jaz ne vem, ko je. Aha, konj je to. Konje, ja, vitez in vse tako. No, to je Okej. To so Frederik. ti deli oklepa, veš, kaj se Ja. tebi ful všeč pri Martinu. Le od spodaj je pa Napoleon, le pod konjem. Ja. To zgleda. Nam komentirala. Skratka, Frederik je bil poročen prej z Elizabeto Frankopansko, poroka je bila seveda nesrečna, ker je bila zmenjena. Poroka ali zakon? Zakon. Poroka Tudi zna biti poroka, tudi menda, no, ni bilo. Ni bil glih. žur. Ne, ni bil žur. Mislim, jaz sem brala tele. A so Viktorji igrali? Pa sem jaz niskoten. To je. Ja. Ko lahko sploh kaj povem, ker se sam režim se odcajt. Skratka, in Elizabeta Frankopanska, nekaj zdaj, je umrla. Ja. Ko je napadel pevec od Visoke. Skratka, v Krapini. Ja. To je tudi znate, ja, zato sem to dala Krapina. noter, ker je Krapina, tvoja ljuba Krapina tam. In je pač v sumljivih okoliščinah umrla. Eni pravijo, da je Frederik umoril, zato ker ga je Veronika začarala. In ko so Veroniko so začeli preganjati, in v bistvu ona sta se poročila pred tem, njegov fotor Herman, ki je bil takrat grof Taglaven, je To bil je ta najvišja zvezdica. ta najvišja Ki so zvezdica. zmeraj tako kot piramidica. Da. To jaz vem stvari. No, prav. Jaz enkrat bom nekaj prodal, da te verjele. Enkrat mi bo nekaj radal, ki bojo tako, to je pa believable. Ok, sorry, boje. Kje sem spet ostala? Pri Hermanu. Pri Hermanu, no, skratka, in Herman je bil seveda proti in jo je začel preganjati. In Frederik je imel sestro Barbaro Celjsko, Črno kraljico, ful dobra knjiga je to tudi njej, in je bila poročena z Sigismundom Luksemburškim. Si kaj? Sigismund. Ja, in on ga je v bistvu zvabil, tako da je kar prišel nazaj iz Friedrichsteina, to je ta razvalina, ki jo je Frederik, to je pri Kočevju, zgradil za Razvalino je zgradil. Ne, taki no, mater vola, zgradil za njo z Veroniko. In pol je Herman to porušil, zakazan, ker je to v bistvu bil grad prepovedane ljubezni. In Veroniko je obtožil čarovništva. To je prvi dokumentirani čarovniški proces pri nas, srednjeveški in tudi edini. Pač to. Ja, No, okej. in jo je obtožil, ampak je imela zelo dobrega zagovornika in je Veronika pač bila oproščena. Zaprta je bila v gradu Ojstrica pred tem in jo je ponovno ujel in spet zaprl, izstradal in utopil. In potem je Raven naredila komad za Ko, v Eurosong. Veroniki. A to si povezal? Ne, Okay. Skratka, res ne. A to je res? A to je res? Ja, okej, Veronika je okej, inspiracija res nisem za Jaz sem Veroniko mislil, komad. okej, A ti nekaj poslušaš kaj program, na kjer mu delaš? Bolj malo, povredno. To je dosti res. Jaz se z internetom ukvarjam. V glavnem. Ali res Veronika je zaradi. Aha, ok. Ja, no Dober. pač in je, zato ker je bila Veronika v bistvu nižjega stanu, je bila plemkinja, ampak je bila nižjega stanu in to, ker je pač ta Elizabeta Frankopanska
umrla sumljive smrti, kar naenkrat bila je nesrečna, to lahko preberete tudi v Danes grofje Cerski nikdar več. To je ena fajn knjiga. Sicer je čudna slovenščina, mislim, ni jo glih zabavno brati. Ampak ja, no, pač je bil pa zelo je tak, no, tudi predstave so bili muzikli o Veroniki, pesmi in tako. Je ful inspirirana in je v bistvu v tej knjigi Slovenske legende, ki imava oba dva z... Vsake svojo prinesel. Ja. Mislim, jaz sem jo v knjižnico šel iskat, nisem najdel. Ja, imaš jo doma? Ja, nek. Ja, jaz tudi nisem najdel, pa knjižnica je bila zaprta. Ja. Skratka, v bistvu noter piše v enem delu. No. Ne moram verjeti, da isto knjigo stavim. Okay, to je iz leta 83, pa če nismo odraščali ob knjigah. ja. Ne na ulici. Eni vemo, kaj so knjige. Na ulici. Ja, Trnovega glih eno ulico. No. Ne žal Trnovega, kaj se Jaz pa Klemen. V glavnem... Še zdaj ne je ista knjiga, jaz nisem dojel tega do zdaj. A res ne? Res ne. Kaj imamo vele? Ja, lepa. Ja, To okay. je dobro. Okay. No, skratka, in noter je tudi opisan prigoda Frederika Cerskega, ki se mu je prikazala, ko ne bi padel v eno jamo, ena lepa deklica. In ta mit je v bistvu pol tudi v teh grofih Cerskih in nikdar več opisan, ker to ne bi bila v bistvu Veronika in ta deklica ne bi bila kriva za propad Cerskih grofov, ker v bistvu po Frederikovem sinu Ulriku, a imam prav, mislim, da imam, je pač so šli pogobe, tako da... Ulrik je pa v Beogradu končal. Tako. Prišel nazaj, samo glava. Je šel za nov let. Kot veleva slovenska tradicija. Ja. No ja, ampak pač tako je... Že takrat smo hodili dol. Poceni je. Samo rekli, ne tako brez glavo žurati. Poceni je pa... To pa lahko blaskane. To pa fair point. Okay. Je pa zanimivo, zdaj, ti si omenila Barbaro, Ja. Kaj mislim, da zdaj vidimo, če jo bo tudi Anže omenil. Koga? Barbaro Celsko. Kaj ti Ne. Anže to naslednji je? Ja, mislim, tle nekaj drugega piše, ampak Dracula. Res, če to ve, me zanima. Pa to smo kar omenili, veš, na enih Ja, glavah vem, nagradov. ja, me ful zanima. Če sem No, spomnil. že povej. Ja, vem, da je nek connection, to vem. A sem si zapomnil, niti ne. Ne, A si ponosen na to precej? ne, jaz sem pa... Mal pa. Ne, tiskare... Še dve take izjave te bo Trump povabil v administracijo. Ja. Tako prideš zraven, PR, pižamec. ja. Tako prideš zraven, po otroške knjige piš, to pa ti znaš. V glavnem, to je bila ni vam tega razlagal. V glavnem, kaj je zdaj šef FBI-ja, je naredil otroško knjigo, kjer je kralj Donald, ki se bori proti neki kraljici, ampak je ni Hillary ime, ampak je neka... Ne, Clintolina. tako, Clinton, ja. Donald versus Clintolina, to je knjiga in ta človek je zdaj direktor FBI-ja. Mislim, da so ljudje zelo srečni, da ni N izpadel v tiskarni. Ja, jaz sem hotela nekaj drugega reči. Ampak, Pa, ja. ne bomo. Trump je čisto, ne, v glavnem, kaj pa vse? Da je bila ligatura med LPI. Ne, Hanna, ne, v glavnem, Dracula, kle smo bili. Napiš. To sem pa, ne vem, kdaj sem to zvedel, ampak mi je bilo zelo, ker se je gledaj, Dracula ni bil resničen, to ne vem, če veste. Dracula to je po eni knjigi, ali pa ne, v bistvu je bil prvo film, pa je bila pa novelizacija, Bram Stoker je novelizacijo naredil. Po filmu. Po filmu, tako kot vedno. Kjer igra Gary Oldman brez prcev. Ja. Tako, Gary Oldman brez prcev, ja, to Ben Colbert ne Širi gleda. laži. V glavnem Dracula, kot že rečeno, ni resničen. Je bil pa pač ta Vlad Tepeš, očitno, jaz pa Vlad Impaler. On je bil Drakul. Drakul, ja, se to ni Drakul. tako važno. Ampak, Zakaj je bil Drakul? zakaj je bil Drakul? Ja. Ker je bil drag, pa kul. Veš, kaj pomeni Drakul? Ne. Zmajčak. Ok, Ja. fair point. Ker je bil njegov oče, Ja, to pa nek fotor je. te str tepaš. Ja. Je bil Ne, Jurij, je bil ne, Jurij. zmaj. Ja. Ne, Juri je bil kolega z Barbaro omenjeno. Ja. In oni so imeli red kakšnega zlatega zmaja. Mislim, da je bil rdeči zmaj. Ja. A ja, zato, okay. In zato je To bil smo se on- mi že, a ne? Ja, To smo ja, enkrat to smo razmišljali, se- zdaj se spomnim. Meni je všeč tako, ker res vidim, da ljudje nekaj odnesejo od naših pogovorov. Nekaj novega se je zgodilo z Drakulo.
Kar boste danes vedeli, če tega niste vedeli. Presežen, da je to res. Leta 23, to je 2023, ne 1723, kot vidva ponovadi začneta. To je 2 let nazaj, po COVID-u praktično, če verjamete, da je konc. Hvala, ne zasluži si tazga smeha, da šla. V glavnem, leta 23 so vzeli neka pisma od vlada Tepeša, očitno, njegova pisma in so neke proteine, to zdaj zelo znanstveno izpade. Beljakovine najbrž, a ne? Ja, smo v Sloveniji. Mogoče je pa na fitness, v glavnem pač beljakovine so pač nekako z lupo najbrž, bi rekel, ali pa bris je bil, najbrž je bil bris, jaz bi rekel, da je bil bris. Sveti Jurij je prišel zunaj ulico in je bris naredil. Ja, jaz bi rekel, bris, pa nek mikroskop je bil najbrž v igri. Pa... Meni je že všeč, da si bris, da poznaš besedo. No, okay. Se je napreden. Da nisi rekel swipnul so ga. A ti kaj proteine swipaš? V glavnem so pogledali te pač proteine, kaj sem beljakovine, izpisam, še enkrat, brisi mikroskopi. A smo na ID, a kaj? Ne. In so dejansko, ne bi mogoče, morda, ne, ni zdaj to, ker to ni tako eksaktna znanost, če jo bolj poznate. Ne mara, ne bi on imel nekaj, čemur se reče, in sem šel dejansko Gemini, jaz ChatGPT ne maram, Gemini vprašati, kako se to po slovenski reče, in mi je rekel, da najbrž tako, se pravi hemolarcija ali pa hemolarkija. To je nekaj s krvjo. Ja. To še jaz znal. Bravo, Sherlock. V glavnem, neka ne glih bolezen, ampak neko stanje, ko imaš solze, v katerih je tudi kri pride zraven nekako. Ne? Okay? In pa sem mislil, to mora biti pa pogosto. Hemolakrija. Kaj sem jaz rekel? Hemolarkija. Sem vam prav napisal. Hemolakrija, zato ker je bila kri Maje Kristi, ne? Kristusova kri, plata. No, in je celo neki primerov bilo in slutijo, da je tudi on to imel. Aha. In zaradi tega mogoče je pol to neki, ne, pa dobiš Twilight na koncu. Mislim, da to je zadnja postaja vampirjev, ki so jih mi dva pogledala v tem podcastu. Izjemni filmi. Edward Voz Volvota. Volvo Forever, muska je super. In to je nekaj iz leta še enkrat 2023. In zdaj mislijo, da je pač on to imel, ne, in najbrž kaj je jokal, ko je pisal pisma. Ful je jokal, ja. Ful. Kaj ti? Zmanjkal mi je kolov, 60 ljudi je ostalo celih. A ti pa misliš, da če bi pol svojega življenja bil ali v izgnanstvu, ali pa bil pač tam šef česar koli tam konžvi, ta Transilvanija. Romunija. Odseka za ražniče. Tako, ne, da pa bi na kole nabijal ljudi, ne, da ne bi mogoče to ti prišlo, mogoče vsaj kriza srednjih let, ko se malo na inventure delaš, ne, kaj jaz počnem, in pol pišeš pisma, najbrž v Celje, mogoče v Celje, ne, in jokaš, in potem čez 600 let. In pol ti čez 2 let ti Barbara odgovori, novi pečat, kdo je to? Ja. Ne, pa čez 600 let neka znanstvenik z brisi in mikroskopi reče, da ti si imel pa solze, v katerih je bila tudi kri. Tako da. Ali je kdo to vedel? Hvala lepa. Po mojem je to za lase privlečeno. Kaj? Ne vem. Ne, sem gledal, na NN je bil član. Res? Ja. Zdaj baš. Ne. A res je bil? Jaz sem hemolakrijo, ker sem... Marjen. Že, aj tebi sploh še treba kaj vlajati. Kaj dajte. Ne. Vemo, kdo bo drug let dobil Watchdoga. Ta prva, moram reči, da je bil tako malo na tenko namazano maslo na kruh, v Napoleonu. Tole z Drakola, prijatelji. To je pa bilo. To boste pa domov nesli. Ja. No, daj, povej, Žans. Gremo. Dobrova nad Ljubljano. Okay. Tam je bil nek grad, neka graščina, in bila tam in je grofica, ki je gledala čez, tukaj bomo pokazali, pa bomo malo menili, na cerkev Marijinega vnebovzetja, ki je ena najstarejših cerkev bila tam pri nas, mislim, da je bila tam okoli 1100 že, to zdaj je baročna cerkev, iz 17. ali 18. stoletja je zdaj tam. Me ne impresionira, počakajte mojo zadnjo stvar. Ampak ona je bila zdaj tam in ona je pa pač tako, ona je nosila svoje zaklade na sonce.
In jih je razkazovala. Ne, ta prave zaklade. Jaz tudi, ko sem najprej prebral, sem rekel, ok, ker piše, in bogatinka je svoje zaklade dostikrat sušila na sončni gorkoti. Začel si s kamniškimi joščim, tako rekel. Tako da, okay, v glavnem, in ozrla se je v dolino, kjer se je na Dobrovi belila cerkvica Dobrovske Matere Božje in ošabno vzkliknila: "Glej, mati Božja Dobrovska, jaz sem bogatejša in mogočnejša nego ti." No, pa se je zamajala zemlja, kot se to rado primeri v takih primerih, zagrmelo je v graščino, je treščila ognjena stena, strela razklade so se mogočne grajske zidine in se podrle kot bitreni, v zemlja je zazijala, odprlo se je globoko, brez danje brezno ter pogoltnilo prevzetnico in vse njene neprecenljive zaklade. Uresničila se je torej stara ljudska modrost, da napuh hodi pred padcem. Dobar, to je v starih časih, ker zdaj pač bi napuh že zbil, padec bi jo dobro odnesel. Ampak meni je pa pol ta legenda, pač ker zmeri, ko so te neki zakladi, pa se vračajo ti ljudje, in tako kot tam Veronika, kušen me. Tukaj pa prišla, mislim, deček, ko so že minila leta in stoletja, se je en deček sprehajal, zmerno so dečki pol v igri. In je zagledal kup bleščečih zlatnikov pa srebrnikov, in steče tja in hoče na grabs in se prikaže neka ta bogato oblečena ženska, reče: "Stoj, ko bi se danes umil, bi bili vsi ti zakladi tvoji." To je pa zelo slovensko. To je pa zelo slovensko. In pa, ko je pogledal, je z hrasta, ki je stal tam, kanila kapljica jutranje rose na nos in se je on malo zakaj, pa si se malo umil. Pa imaš eno prgišče zlatnika, ampak zakaj si nisi mogel cel umiti, ker bi ti dala svoj zaklad, jaz bi bila prešena. In to je to, in pa je tam ostala. Ja. Do naslednjega, ki je prišel. Do naslednjega, tako da zdaj mislim, da se vsi otroci tam v tem kraju ful umivajo. To je zelo slovenska. Kako prepričati otroke, da se bo umil? Kupi zlata. Ta sosedna cerkev je pa tudi pač, tako kot vsaka cerkev, ki rab neko legendico, pa nek deček pasu, spet je bil pastirček Janezek z Dobrove in je na paši 3-krat zapored našel v leskovem grmu Marijino podobo, pa sem rekel, to ni nič, pa prinesel drug, da Marijina podoba, to ni nič, to je en pa za, Marijina podoba, in pa so ugotovili, da je pa treba cerkev zgraditi, ker pač ne moreš imeti ti Marijinih podob, ki se kar pojavljajo takole. Treba cerkev betonirati. Treba zbetonirati. Da se čudež ne bo več ponavljal. Pa mama mu ne verjame najprej, še neka pesmica je že, gotovo vzel si jo doma, zavrne mati sinčeka, kako bi le podoba ta v Dobravo gosto sama šla. Meni samo da se je nek čudež dogajal in je en pržil. Noč temelje klele. Klele more in ga narediti, ampak meni je bil res to slovensko. Ta muca copatarica pa tole z umivanjem, to je podstat slovenskega bistva. Te so večinoma so take. To bi mogla dati na €1 kovanc. Tako da v glavnem umivite se otroci, potem imeli denar. Jaz bi sam rekel, ker bomo potem govorili pri meni o Gornjem Gradu, ta cerkev 4 od 10. Pejmo naprej. Dobar, Gornji Grad je največja. Pride, prosim. Neki ve. Saj eno stvar. Gornji Grad, pa Trnov, pa Savc, to obvlada. Pa Šenčur. Okay. Šenčur tudi. Okay. Pegam in Lambergar. Sem mislila, da bo aplauz. A se kdo to spomne iz šole, tako, ko smo mogli brati v snovni? A se kaj spomniš? A iz šole? Ima glave 3 na srednjo meri. Jaz sem to že razlagal, ne razlagam tega s ponosom. Jaz sem na gimnaziji na maturi slovenščino pisal cek? Ne, 2. Okay. Prođe. To sem si tudi jaz rekel. Tako ljudje nam govorijo na nacionalnem radiju. Ja, tako. Skoraj pismeni. To je kriminal. To jaz sem nehal plačevati. Jaz sem vseh 6 položil za bistvo rekel Tomiču. Jaz vam ne zameram, če decembrske ne plačate. Ker si to več kot očitno ne deluje. Znana Pegan Lamberger. Ja. Jaz mislim, da sta te dva na olimpijskih dvojc. Ja, tako.
Tam. Skratka, klele je panska končnica, ki jo prikazuje, ta iz 19. stoletja, je osnovana, gor piše Kresnika in Veles, to so praslovanski bogovi. Skratka, klej je zanimiva navezava, da so ga v 19. stoletju so Pegama risali kot francoskega, vojaka od Napoleona, je v noši. Po tej logiki je Naponijal trenutno, ne? Ja, tako. Po tvoji logiki, Gremo kar reči logiki. Z Islandije so vozili. Še kaj Shetland. Unije, kaj je že Unij Spark, sem rekel? Little Sebastian, ja. Preveč TV gledamo, povej, sorry. Skratka, to je ljudska romanca, slovenska seveda, ne, taka. No, in jaz sem napisala kle vsebino, čist na kratko, ker je pač kar dolga pesem. Pegam sprašuje cesarja, Pegam je bil Jan Vitovec, to je bil v bistvu češki vitez, kao nepremagljiv, in to se vse skupaj začelo po temu, ko so grofje Cerski propadali in je bila borba med Habsburžani in med potomci Celjanov, ker ženska linija se je še nadaljevala, tako da Jan Vitovec je bil Pegam in pač Krištof Lamberger je bil pa Slovenc. In zgodba gre tako. Čeh je imel vzdevk, naš je bil pa Lamberger. Ja. Okay. Oziroma Lambergar, odvisno Lambergom, pač različne so variante. No? To je tako v Igri prestolov, ki je The Night of Flowers, pa je pa še Tone prišel. Tone, so pa zdaj boril. Night of Flowers. Evo, Pegam sprašuje cesarja, če ima pod seboj koga, ki bi se spopadel z njim, in cesar mu odgovori, da ga ima, in sicer Lambergarja iz Ljubljane. Cesar mu je hitro poslal pismo, o prejemu pa se je Lambergar zaradi strahu pred Pegamom zjokal. Mati, ki je sedela za pečjo, mu je rekla, naj se nikar ne boji, se bo zanj molila. Dala mu je ta nasvet. Ko bo prispel na Dunaj, naj pozove Pegama v boj. Ko bosta prvič zajezdila, se bota samo kušnila. Kao, ne? Zdaj sem mislil, ker si rekel, da je romantična. Ne, okay. Ja, ne, ni. Ne romantična, romanca. To je pa progresivno. Ja. A sta te dva meča po tej metafori? Could be. Zaradi tega vprašanj prijete. Ja. No, ampak v drugo, Anže, si bota pa mezince odgriznila. Ja, lej, kaj pa pol? Kaj pa je to metafora? Zdaj pa vidimo zelo vplive na Visoško kroniko. Tako, ja. V tretje pa si bosta glave sekala. A on ve, kaj je Visoška kronika? Ben. Jaz sem imela za maturo. Jaz se nisem imel. Jaz sem prepričan, da ti z dve dobo, da si ustno na slovenščini imel naša četica koraka. Ja. Ne, škva sem imel. Unga, ki je kračo ali je prški učitelj. Ne, neka ful znana zadeva. Teleča pečenka, hvala. Ko obstaja ful dober kratek film, ki Zaza not igra. Res, ki je pač Bitič, je Bitic, ki je model, pač tako, sorry, ker je pa model naci. In pa mu prinese pico, ki naroči pico en, ki pač ni čisti Slovenci, in pa se mu zagapi, ne more tega jesti. Super, ok, v redu. Pa Zaza not igra. Veste, kdo je Zaza drugače? To, če hočete... Japonec iz Trnovega. Ja, zdaj je že zelo star intervju, ampak na aparatusu sem ga imel, Matjaž Juren Zaza, drugače moj sosed iz Trnovega, poseben človek, ki ima zdaj, to bom kar reklamo naredil, ki se res plača poslušati. Ima en podcast, ki se mu reče Smart Cookies, ne? In v bistvu kar z resnimi pač ljudmi, doktorji in vse ostalo govori, take bolj filozofske debate, ampak je res dobro. No, pač. Prej se je pa podcastu rekel Eurotrash, pa spremenil ime, ker mislim, da Ben ni hotel priti v podcast. To se mu reče Eurotrash. Hanna, se opravičujem, povej. 2 geja sta na konjih, naprej. Ja. No, v tretje bo ta glave sekala. Okay, kaj smo ostali? Pegam bo imel 3 glave, on pa naj odseka srednjo. Lambergar... Lambergar je tako storil in zgodilo se je, kot je mu je rekla mati. Pegam je bil premagan, cesar zadovoljen in Lambergar se srečen vrne na Kranjsko. To je tako skrajšana različica, ena je, da Pegam umre, ena je pa sam, da
je Sam užaljen. srednjo glavo zgubi. Sam Am I right? ostane brez srednje glave. In jaz sem v bistvu to zdaj, to je še od Civhe grafika, lahko jo kupite na internetih. Skratka, no, Lambergarji so pa v bistvu povezani z gradom Kamen pri Begnjah, Begunje na Gorenskem. Ja. Cool. No, in to je Valvazor. Na Gorenskem, kar rečeš Begnje, tako kot v Ljubljani rečeš Polje. Aha, ok. Ja. A pa v Sežani Idrija. Ja. Sorry, boy. No, in v bistvu Klej Valvazor opisoval, ker so, to je pač ta grad Kamen, zdaj ruševina, laudaš kar na naslednjo. Evo, sem naredila... To je pa izjemno. To je pa... Kaj? Nekaj imamo Hudičev grad, Jama Zijalka, pa tiskarna Žbogar, Milan Žbogar, SP. Shout out Milan! Milan, da bi bil naš sponzor. Ja. Tiskarna. Pošelj na aparatu z DO podjetje. To je resna firma. Se ima kar poslopje. Drugač ni govor, ampak v teh zelenih pikah. Ja. No, to je pomemben. Mislim, jaz bi rekel, da tiskarna je kapo za Klej so še tretjino fajn gradu. gostilne, klej gostilna Tavčar v spodnji. Ja. No, skratka. Pa veš, kdo je tudi v Begunjah? Pri Jožovcu. Tudi, ja. Kaj je to? Avsenikova. Avsenik, ja. Seveda Avseniki. A si slišal že kdaj? Sem vem, kdo so Avseniki. Ne vem, kaj pri Jožovcu. Ne razumem. A to je komad? Ne, res ne, to res ne. To je njihova domača gostilna. Ja. Nekaj časa je bila tudi oddaja na TV-ju pri Jožovcu. On ne ve, kaj je to. Ne veš, kaj te ve. Zakaj se pa ne več prijavljen? To je televizija, že Ja, ne. tako. Škrati elektrončki. Ja. Avseniki so z Katodna. Gorenjske. A to je... Kje pa si mislil, da so? Ne vem, jaz sem imel nek ta... Smijo taki primorci. Ne, to ne. Štajerci? To ne, ampak tako nekak desno, če gledaš. Pa če še gostilna Avsenik tudi obstaja. Ja, seveda. Pa veš, pri Bledu, ko imaš krožišče z napačno harmoniko. Ne veš veš? tega, ker so naredili spomenik kao kot harmonika. Ja. In so naredili pač ne tako, kot imaš klaviaturo, ne, imaš, lej, mogoče se to spomniš, kaj tega odla kazal. Spod imaš bele tipke. Pižanc, zdaj moram eno šalo brati. Koliko črt je v notnem črtovju? 5. Hvala, pejmo naprej. Ne. Bam. Okay. Ja. Eden. Ne gledajo, En človek ne gleda god, ja. No, in ko imaš pol črne tipke, imaš pa 2, pauza 3. Preskok Ja. 2. No, človek, ki je naredil to harmoniko v spomin Slavku Avseniku, je 3, pauza 3, pauza 3, pauza. Vrhunsko. In pa so rekli, ne, to je umetniška interpretacija. To je pa dober. To je pa tako, okay, kdaj se je pa to zgodilo? To je še 10 let nazaj. Ja, So 10 let to nazaj. prvič slišim. Okay, v redu. Naslednjič, ko ste šli na Bled, poglej. Bom pozoren. Ja. Ponovadi pač tam prijem boste v Meka zavili v lesca. To je pa kar slabo. To so krompir le v Avseniki, šenčurju. vsi vemo, iz kje so, ampak to... Kaj pa njihov najbolj znan komad? Kaj? Njihov najbolj znan komad. Kaj ga tudi v Ameriki poznajo? Ja, ne, neki s harmoniko, jaz. No. Kaj? Ja, to, ki v planici, ne, ki skočijo. Kaj je to? Ampak kako se reče? Ne vem. Pa ni planica. Ne, vem, da ni planica. V planici Ampak- to... A ti povem mednarodni naslov. Trompeten eko. Ne bo. Kje narcise rasejo? Ja, ne vem. Ne, v hribu. Ne, tako. Cool, a to milijonarjev bi bilo kaj to? Klic v sili. Kje narcise raste? Sliši se dosti podobno kot hrenovke brez ovoja. Ja, golica. Vedel sem, kjer je asociacija. Fair point. Vse to vem načeloma. Načeloma vem to. Ne, jaz Saj Gorica je tudi tle, za Avseniki pa priznam se življenju nisem ukvarjal. Saj jaz tudi ne, samo Jaz sem to- nekako zmeraj mislil, ne vem, jaz bi tako, če bi mi rekel, da so oni iz Kamnika, bi rekel fair point. Jaz bi to čisto verjel. Res. Sem malo bolj proti. Ja, ok, v redu. Ja. Dober. Okay. Všeč je, da sem se zdaj imel 5 minut slab screenshot Google Mapsov. Sorry. To je dala ilustratorka, je to dala. Ja, pa hotela sem na hiter povedati, kako je to tam. Okej, ja. No, pač, grad Kamen, vidite, posta pa tam je še ena jama Zijavka, se pravi nekaj, ki so najbolj prezgodovinske zadeve in potem so je še Hudičev
pač Hudičev grad oziroma Škratov grad, ki je pa v bistvu neka taka jama, ki je bil verjetno noter en stolp in lahko preberem, kako je Valvazor to opisal. Blizu gradu najdeš v skali luknjo, ki je zazidena in ima majhno štirioglato odprtino ali okence navznoter. Preprosti kmečki ljudje jih splošno pravijo Škratov grad. O njej pripovedujejo po ustnem izročilu prednikov takole. Ko so nameravali sezidati grad kamen, tega hudi duh ni hotel dovoliti, pa je, kar so pod dnevi napravili, po noči spet podrl. Naposled pa je le dovolil zidavo, če mu bodo prej tam zraven postavili drug grad. Zato so to malo luknjo... Aj bil župan. Ja, verjetno. To je bil aneks. Zdaj se je pišel Avsenik. En od mnogo, čeprav smo v Ljubljanskem gradu, vse je legit. Lejte, poglejte skozi okno, živite v teh drevesih. Vučić. Ok, sorry. Najhuje je že, ker vemo, da ti tega nisi rekel ironično. On je full fan, drugač. To smo se tudi tam v zadnji pogovarjali. Skozi je bilo. A že je rekel, kaj morajo peš hoditi? Ja. Pač, kaj top? To je brez veze. Vse je sam zvok. Zvok. To mi delamo na aparatusu. Ja. On je gluh, vse. Pač. Sorry, boj. Kje sem ostala spet? Podaril je, aneks so podpisali. Tok še nismo skrenili. Zato so to malo luknjo lepo počedili, dali vanjo majhno kamnito ploščo in zazidali, vendar pustili malo okence odprto. Do njega se brez dolge lestvi ne da priti, niti pogledati skozen. Domnevam, da se je moralo nekaj čudnega predgoditi, drugače ne vem, čemu je bila tista luknja narejena. Nekateri sicer pravijo, da rabi za prepoditev sovražnika, verjetno opazovalnica, ker skozi okno, da streljati nanj, če bi se približal, to da ne pomislijo, da nima ta luknja prav nobenega vhoda, še tolikšne odprtine ne, da bi se skozi mogla zmuzniti miška, pa tudi skozi okno bi se še mačka komaj mogla zlesti. To je napisal Valvazor. A pa je dejansko ta luknja? Ja, sej. Jaz nisi dala slike, ne sem te slike. A to pa ne? Ja, ki je toliko mehna, da se ne vidi. Ne, sam bil... Sem Napoleon ne šel skozi, no, toliko je mehna. A tle imamo sicer, jaz sem dal pa sem malo pobrskal iz obiska, ker sem bil jaz tam, taka mini. Ja. Popek v steni. Ok. Tako da zgleda zdaj grad kamen, ne imajo tudi tako da je te... To je Hana. Stražarje zraven zgrbi. Je pa med drugim bil na tem gradu tudi možakar, ki ga tle na sred, ki ga moče poznate. George R.R. Martin, in govori se, da je ta Škrat, Hudič, šel z njim nazaj v Ameriko in kar on čez dan napiše, on pol čez noč strga. Tako, ja. To sem se zdaj spomnil. Odlično. Primerno. Je pa tudi zanimivo, se recimo tisno una slika, ki si ti prej dala, ne, od Henrika drugega, to je stvar, ki si reče turnirska knjiga. Ne, iz turnirske knjige. Turnirska knjiga je knjiga, ki so jo imeli pač po gradovih in kjer so prirejali turnirje in so noter pač lepo naslikali vse te viteze, ki so se spopadali med sabo in dejansko obstaja Lambergarjeva viteška knjiga, ki je tudi ponatisnjena na faksimile in je res zelo zanimiva kot pregled tega, pač kakšni so bili te grbi, kako so bili konji ukrašeni. Jaz se pravzaprav dejansko ful tega izrazja, ki sem ga jaz tudi lahko uporabljal na prevajanju. To si slikal? To sem jaz slikal, ja, se vidi. Hočeš reči kompozicija, res težavno, se sem kar prepoznal. Eno drugo sem imel še kaj boljša, sam ki je daš padlo, pa je se videl. Zdaj pa Anže, direktno iz Kamenja v Gornji grad. Ja. Barok. Zdaj tako, v Gornjem gradu je zdaj preminula moja babi živela, je bila isto tistam. To je una, ki je Petršiljevo potico. Petršiljevo potico delala. Petršiljevo štrudel, se sliš približno isto verjeten, kot Petršiljevo potico. Ne, zato ker zdaj bom, če unike ne poslušate dolg cajta glav ali pa se to spregledali, da ni bila Pehtranova, res ni bila Pehtranova potica Petršiljevo. Na mojem Insta vsakič rečem, klej se mi zdi, na mojem Instagramu, če dosti poskrolate dol, je nek mama z Petršiljevo potico, res je dobra potica, tudi mama je bila ok, haha, ne. V glavnem,
ona bi Tega spoštovala. podcasta na avto poslušali za nov let. Ona bi to šalo spoštovala, to je bila ženska, zdaj, ko smo imeli pogreb par let nazaj, je za vse nas prišpala eno flašo Jacka, da smo ga tam spili. Tako da res eden najboljših ljudi Cool na svetu. babi. Zaveda se, da je žlahta alkoholičar. Taka umetniška duša, vidim. Ja, tudi ne. Goran Grad je ena, vas je best case scenario, bomo iskreni, 1000 ljudi po moje. Ki sicer ima center, to vedno rečem, tam je včasih bil Mercator, zdaj neka čudna franšizna štacuna, ki ne vem V tej imena. katedrali se dogaja, ne? A se v tej katedrali dogaja eno od birse? Kaj? Tle vem, da je v eni od teh crkva se dogaja, se ne imajo v Gornjem Gradu ali tam nek zraven. Najbrž, ker je ta res ogromna. No. To je največji. Ja, pač klemaš, Ja. da imaš Gornji Grad, imaš ta center, pa imaš te vsem znane lokale, Trobej, Joški in pa 902, dobre pice. In potem imaš tudi, seveda, Britov, ne, in pa je pri Britovu ena cerkev. In tista cerkev, ki je pri Britovu, bi bila več kot dovolj za teh 6 ulic, ki so v Gornjem Gradu. Gornji Grad ima pač to srečo, da je bo tam nek minimum. Neko poslopje crkveno, ne vem sploh, če so bili menihi, no, da nekje je bilo tam. Pa so pa ljubljanski škofje. Ljubljanski Škotje. Škotje. Ljubljanski škofje tam naredili rezidenco in so se zidali, presežem največjo cerkev v zgodovini človeštva. To je notranjo, samo zunanje za nalaž nisem dal, ker bom samo o tem govoril. Ampak res je ogromna, ima tudi neko največjo kupolo v tem delu Evrope. Res je. Savinjske doline. Ne, ogromna stvar. Zato una cerkev, ki si jo prej kazal, kar neki. Ta stvar je res tako velika, pa tisto, kar je mene kot človeka navdušenega s tehnologijo navdušil, ko sem enkrat na leto sem seveda hodil, da sem za mamo nesel žegenke s stricom. Pač pirhe pa to, pa ta solze, solze so hren, pa še nekaj neseš, ne? Potico najbrž. Hren so žeblji. Hren so žeblji, kaj so pa solze? A jajca so solze? Ne, jajca so kaplje krvi. Kaj so pa solze? Ni solz. Ni solz. Ne, ni. Neki so Mislim, solze. ne, če je Vlad tepaš, pa so pirhi tudi solze. Ja, okay, fair point. Okay, če prav žebo pa kri, sam to je. A niso solze nekaj? Okay. Jaz sem mislil, da te Hica, kot je kao trnova krona, to ne vem, kdo se je to so unglija, se reka, nekaj moramo, nekaj dobrega imamo, To je da po se mojem bil nekaj burek, spomniti. a veš, bolj tako. No, v glavnem, in ta cerkev je res je ogromna in ja, oni so imeli prvič sem videl zvočenje. To je prvo zvočenje, ki sem ga jaz videl v življenju. Naprej sem bil na koncertih, je bil tam župnik. By the way, par teh župnikov se je potem poročilo. Zelo slovensk. To je tako kar znano tam. Ker si kao full fancy, če dobiš to cerkev, ki je tako ogromna, ki je velik denarja noter, ki je res ogromna. In pa beda kar party, to je mama zberam. Ja, Lojze, a ni bilo, ker si ti pred 2 letom začel tle župniški staž, bilo je ne več pozlačenih kipov not v cerkvi. Zlata je tok noter, da star, to je noro je. Ta sobca, temu se reče pa, zato ker ne bi to bilo to, Božji grob. In Božji grob je tako v bistvu ena sobca, ki je levo, pač ne tam, ki je ta glavni oltar. Ne v glavni ladji, ne v glavni ladji, ampak zraven, čovniček. stranska ladja. Stranska ladja. Apsida. Je pa ta Božji grob, zdaj, kle se, ne vem, koliko se to opazuje, ampak ful je dober efekt, tako 3D je. Se pravi, več plasti je tega, se pravi, prvi stebri so spredi, pa ne znam razložiti tega. No. Temu se reče perspektiva, Anželja. Ja. Perspektiva. Tako CGI pred CGI-jem. Res lepo zgleda, moram reči, da zdaj že barve malo bledijo, mora enega najet Hana, mogoče, da pride s penzlom. Hunga Jezusa naredim pol, tako kot v španski cerkvi. Ja. Restauracija Jezusa, oziroma neki izgibli. No, in jaz sem s stricem hodil, ker včasih je bilo tako, da sem mogel plačevati klop. Pač družina oziroma domačija je mogla plačevati klop, da so služili, ker je bila res ogromna cerkev. In mi smo imeli eno tako nek na sredini, je mama plačevala takoj za enim drogom, ker je neka zastava gor, neki Jezus. Bandera. Ne vem kva, bandera, v redu. Pardon, prazna, holokurc. In sa zmeraj tam glavi. Ker zaprla raj. In sa strica zmeraj tam sedela in pač poslušala, ne, pa unje tist mahal, pa Kadilnica. pač Ja. kopil, pa to. Blagoslovljena voda. Tako, ja. Ker sem bil mejhan, sem šel še po tisti koledarček, podobco, to sem šel iskat. Enkrat smo bili z bratranci skupaj, pa ker nismo znali moliti, ker nismo še v ruku hodili, smo MC Hammer repali.
I got to pray just to make it today, ker smo hoteli biti kul, pa me ena ženska udarila. Tako da, Si rekel, can't touch this? ni ratal. Gospa je bila zelo, je mislila, da smo od hudiča, najbrž, ko smo angliško govorili. Res, ko prav šamarjamo, v redu. Pa ta božji grob, je pa tako, ker se ti prišel sploh zažegen, jaz za ostale dni moram priznati, da ne vem, nisem nikoli maši šel, ampak ker si prišel, je bil konstantno nek zvok. Nek zvok je bil in se je slišal tako zelo probo, ampak tako je bilo je delal. Ne? In jaz sem res to stricam, to sem imela prav tradicijo, v bistvu zelo dolgo sem hodila, to je bilo dokler sem, po mojem, do 20 leta najbrž, mi je on cel cajt prodajal. Ne, in zato se temu večeru reče miti in legende. Mi je cel cajt prodajal, da ima Zdaj, jaz sem to verjel, jaz sem to vnaprej povedal. Ne bom šel nekaj dramaturškega loka, kjer pa izveste, haha, to ni res, ker ko boste slišali, si boste mislili, ti idiot, zakaj si mislil, da je to res. Mislim, že sedaj poslušamo že eno uro. Ampak to je res slabo, ampak res sem bil otrok, nekaj časa. Bože, že nisem bil več, pa sem še kar verjel. V glavnem, on mi je prodajal, da imajo, zato da ni tišine v cerkvi, ker je tako velika, pri božjem grobu čebele. Ki pač delajo bzzz, zato da ni tiho, ker je tako velika cerkev in da je to tradicija najbrž odvaljala zorja. Pač jaz sem tudi strica, ki je kar okej človek. In mi je to prodajal, jaz sem to mirno verjel. Mislim, če takrat ne bi Jacka pil, mu mogoče ne bi verjel pri 6 letih. In na kar sem potem, mi je pa enkrat končno povedal, kaj je to, jaz te ženske v življenju nisem opazil. Ampak je ta ena stara gospa, ki je pol umrla in je prvič, ki je pač bila tišina, sem rekel, moj mok, ki pa je ona, ne. Ena stara gospa, zelo ta slovenska scena, te ženske v teh rutkah, fertah, tako kad se pelaš po rovtah, pa iz hiše ena stop, tako je izgledala. In je sedela v kotu, se pravi, sedela je takole klele, ne, desno dol in je pač molila. In to se je slišalo. In ko je ona molila, razumeš, je bilo un šarlatan, Milan, upam, to mu bom poslal, ta quote klele, je pa mirno rekel, da so to čebele, zato ni tišine v cerkvi. Jaz sem Anže Tomič. To je bilo to od mene za danes. Who do you think you are? Okay, jaz ne vem, če to pride na nivo mita ali legende, ampak v mojem življenju kar. To je to. A pa veš, zakaj je ta cerkev tako velika? Zato, ker so hoteli imeti fancy rezidenco, ne? Ja, mislim, za Ljubljano so bili skregani. Ker so bili skregani, so pol svoje. In pa so rekli, mi bomo imeli večjo. Ker tu, če daš sliko, se pravi, una, ki je prej pižam zdal, na slikah toliko velika zgleda. Ker pa to od blizu vidiš, je pa kičast. To je tako ogromen in imaš res ogromno kupolo, 2 stolpa, zraven je cel en tak mal socialističen prizidek, čeprav ni, ne, tako zgleda, res je ogromna zadeva. Tako, če imate kdaj šanso, pejte v Gornji Grad, pa 902 ima okej pice. Pa pejte mogoče iz Kamniške strani, ker prideš gor tako čez hribe in jo vidiš v dolini in je res tak... Ja, čez Črnevc. Ja, tam Črnevc. Res je tak tujek sredk med kmetijami. Mislim, pa, tako res. Pa malo ima ta vibe piramide, kako ste vi to sploh zgradili tam? Ker to ni bilo tovornjakov, ki so šli... Izkopali so iz brega ven. Ampak je pa ful zanimiv, ker recimo v Nemčiji pa tako imaš dosti tega, da imaš te romarske cerkve, take ogromne, rokoko, še bolj ukranclane, sred poli, tako konički se okoli paše, pa so pa te torte, tako baročne. Pač ful je zanimiv, no, res, to je ful dober. Je pa res bila to letna rezidenca ljubljanskih škofov, tudi ta nek motherfucker škof, ki je vse to naredil, tebe je tam pokopan. Tako res je impresivno, no. Tako da naredim reklamo v Gornjemu Gradu. Ok, mi dva imava še z Hano, pa ko si ti rekel, Hana tako je spomnila na eno stvar, ki je še tam, pa me zanima, a veš, kaj je še v Gornjem Gradu? Nekaj ful zanimivega. A si slišal kdaj za? Smreko. Ne. To je pa obrat, ki je delal te vrtne ute iz lesa. To sploh ni šala. Ogromna žaga, zdaj ne delajo več. Ampak to je bilo tako po Jugoslaviji. To je bil claim to fame Gornjega Grada. Smreka in so bile pol te take mehne hiške, ki je bilo v bistvu uta za te vrtičkarje, ali pa če si bil pocen, pa si hotel vikend, so ti naredili toliko veliko, da se je dal spat noter. Tak glamping pred glampingom.
Presežem. Jaz sem enkrat s familijo, smo bili, ne vem, to razlagam, bom povedal, smo bili v Kranjski gori, v hotelu Lek. Zdaj se mu reče Radisson Blu, ker hočejo biti kul. Včasih je bil to hotel Lek. Smo bili tam in smo imeli srečolov in škaj je bila glavna nagrada, fucking uta iz Smreke. In se že jaz to unmo pove, da jaz vem, iz kje je to. Ni bil impresioniran, tako kot vi zdaj. Ampak sem pa šel gor. Koliko si bil star? 8. Več ne, po mojem. Veste, kje je to? To je tako, imajo čebele v cerkvi. Več ali manj. Sorry, povej. V glavnem... A ja, Gauge, viš Goren grad, to vi mislite, ker niste nikoli tam bili. Ja. To je na poti sem bila iz Gornjega grada proti Mozirju. Ja. To je po pumpi. Realno gledam, za pumpo se Goren grad neha. Tam, kjer je moj travnik. Ja. Ampak pazi, se bi se Gauge ali Visice v Homu, ne, so edina to vrstna ohranjena naprava v Sloveniji in to so ljubljanski škofje naredili. Trije te stebri v obliki črke L, ampak kaj je fora, da bojo nikoli niso nobenega obesili tukaj, ampak je bil samo zastraševanje. Ful je dober. 2 kilometra naprej je bil en diskač in ko rečem diskač, en je v garaži do Lučke gor. Pa in špeguj razbit imel na strednjem, wow, efekt. Drugače pejte te Gauge pogledati, ker so tako scary, sred gozda, srednji česar. Pa čist zraven ceste, v resnici mislim, ja, tako ne rabaš rabaš hoditi. Pa moraš iti tako malo. Ja. Zdaj bo pa sledila radijska igra. Hanna in Pižama se pogovarjata o Gaugah. To je bila debata na Signal. Danes, na četu. Danes, tako je šlo. Začni. Me zanima, če Anže ve za Gauge v Gornjem gradu. A ja, sem mislil, da ne veš, če pozna besedo. Si slab. To tudi verjetno ne. Nisem hotela biti tako zlobna, no. Lahko ga vprašam pred vsemi. Lahko pa jaz preberem ta dialog, da se vidi, da tudi jaz ne zaupam van. No, zato vem samo zato, ker sem bil preveč v Gornjem gradu včasih. Okay. Gremo hitro naprej. Po Gauga gremo v Mali grad, še en Mali grad, tokrat pa ne ta Mali grad v Kamniku, ampak Ravbar je stop pri planini. Mislim, da je zgatim krat kazal, ti rekel, da se te rada ustavljaš, ja. Ker smo na eni od preteklih. In v glavnem tukaj je bil nekoč je živel lep, a silno razvraten graščak. Ni bilo vaške deklice, če bi lahko ličkaj čednega obraza in telesa, ki bi bila varna pred njegovo predrznostjo, in graščak si od svojih podložnikov še lastil pravico prve noči. Pa mu je patriarh iz ogleja zagrozil, da ga bo izobčil iz cerkve, če se še kdaj dotakne nedolžnega dekleta. Ne? Ampak njemu je bilo malo mar za to, kaj pravi patriarh v ogleju, in si je vzel spet eno mlado devico. Hotel si jo vzeti, ona je pa v strahu pred njim pobegnila po zavitem stopnišču gor. Ne, in se je jo izgrabil čist na vrh, ki je že skoraj dol, ampak je izmanjkal opore pod nogami, zgrmela dol, potegnila njega za seboj. Sončna svetloba je v jutru pod zidovjem stolpa oblila dvoje krvavih trupel, razbitih na belem skalovju grajskih temeljev. In ta grozni prizor je grajska gospa odkrila šele dan, dva pozneje, in od tistega dogodka dalje ni bila več pri zdravi pameti. In zdaj potikala se je med zidovjem gradu, ljudje pa so po noči dostikrat slišali grozljive krike blazne ženske, ki sta se dan za dnem, noč za nočjo prikazovali iznakaženi trubli razbiti pod grajskimi zidovi, ali bil pa čebelnak. Meni sem dobro, da čim so ženske na koncu, ali so bile nore, ali je treba ubiti, napast, res. Čudem, da živimo v takem svetu, ki živimo. Moški pa pač ne, vidim ne. Jaz sem samo to rekel, pač tole čistko, ker smo na hitro, ampak pač te legende so res, vse so take krvaje. Prav tako iskal sem, dajmo pogledati da ne bo... Poslovi že to, da ni ženska kriva, ko podavati so ženske une, ne. To je vsaj moški tisti, ki je bil bad guy, ampak meni je ta knjiga tudi zakaj super. To dajte si v knjižnic posoditi, to se pravi slovenske legende, avtor Rado Radešček, to je skoraj kot Klemen. Kaj si smislil ime? Rado Radešček. Klemen pa Rado Radešček. The hottest rap duo. Okay. Kam ima not fotografije teh ljudi, ki so mu te legende pripovedovali. In to je tako taka antropološka študija. Prav meni se zdi, vmes so ene 3 take, ki si ti upisal pri Božjem grobu. Ja. Ne, ena ima ful velik, širok nos. Ja, to sem videl, kaj je tako, kaj si rečeš, ne, to je glih kontra Mahnič.
Čakaj, bolj proti koncu, vse bom najdla. Kontra Mahnič. Zato mogo pa Wikipedia entry obstajati. Mahnič in kontra Mahnič. Zdaj imamo pa, Hana ima pa ta zadnjo, ki je rekla, zato, da se všti polomu. Ja. Kaj? No, da povej. Jeterbank. Tako. Ali pa Jeterbank. Ja, piše ali Jeterbank ali pa Jeterbank. No, skratka. To pa vem, kaj je. A veš? Ne. Okay. Drugače je to en v Polhograjcih hrib blizu Ljubljane. Gor raste veliko čemaža in gozdnega regrata. Priporočam za sprehod. Gozdni regrat. Sam regrat, ki raste v regrat, sam, da ni težkih kovin na njem. Raste celo leto v gozdu na osončenih tako robovih. A celo leto raste? Mislim, celo let ga lahko ješ, ker ima navadna krompirjevka ali pa smrdljivka, se reče, ker po krompirju. Jaz to nisem vedel. Okay. Ful je dobro za solato. Šparaš, ti ni treba krompirja zdravo delati. Zabavam te se zdaj, kad pride recesija. Te ne, pa res prešalno. Sadi kozic tru. Ja, se točno to. Skratka, no. Konc sveta. Ja, ne, da te imel denar za nagrado. Spet ne vem. Ja, sorry. Skratka, o njemu, ne ve se dosti, zato ker ta grad ne obstaja več. Že v bistvu v času Valvazore je bil razsut, tako da so sam še pečati. Ful je teh gradov, ki so bili že razsuti v času Valvazorja. Mi vemo, kaj je Valvazor delal, preden je začel knjigo pisati. Ja. Prišel požgal, pa tukaj je bil pred leti. Izjemen požar. Imam zgodbo, kako je ta... Ne, mogoče ni vlado teh arhitektonskih. To so ne vem, pa je se žga ruševine. To je ekvivalenca dati screenshot Google Mapsov. Lejte, takole je bilo. Sorry, Hana povej. Okay. Tole sem vzela iz ene diplome, v bistvu ful zanimiva diploma o arheoloških razkopavanjih tam gor. Gre pa za to, da to je bil v bistvu grad roparskih vitezov, edinih slovenskih, ker vsi so bili ponovadi nemški pri nas, te so bili pa Slovenci. In tudi v tej knjigi je ogromen enih legend nasplošno iz Polhograjcev, ampak prav okoli tega gradu, ker njegov drug ime je Hertenberg, nemško ime. In bili so tudi ponovno spet s Celjani povezani, spet smo tukaj. Ti to vse veš, ne? Ja. Ona išče tvoje potrditve. Ja, tako, ja. Da ti poveš, če sem v redu povedala, veš, kaj ti to veš. Kako sem nazadnje rekel, doktor Tomič. Skratka, kaj sem si zapisala, da v bistvu vrh ozkega in strmega Jeterbenškega grebena, ki se kot zmajev hrbet vije gor in dol, pač res je tako zelo razgibano. Vse to se vidi v bistvu na prvi fotki, pa tudi v tej diplomi zelo zanimivo, ko vidiš topografsko, kako je v bistvu vse to teklo. In v ljudskem spominu so to kruti ropari in to, da bi bilo zihar resnično. Tudi tle je v bistvu ful pričevano temu. In so ropali in požigali posestva in potem je v bistvu spodaj ena, čakaj, da najdem tole, kmetija, ki še obstaja, ki se reče Pri Pojzderju. In te so Jeterbenške z reskim žvižganjem opozarjali na morebitno nevarnost in seveda potujoče trgovce. In ime izhaja iz stare besede za pozvizdar, kot so včasih tudi rekli žvižgajočemu človeku. Pozvizdar, ja. In v bistvu zgodba zanimiva je, ker omenja pač Lindtverna tukaj, ker je tudi recimo pivovarna Lindtvern na Vrhnki pa to je Lindtvern je zmaj. Čast. Ja. Se pravi, neki Šenčurja, v glavnem. Lahko da je tudi v Šenčurju, da v bistvu piše Lindtvern. To je pač tak. Ja, skratka, in ta zgodba govori, ki je tudi tukaj noter zapisana, da so bili v bistvu zelo vitalna rodbina, dokler niso zapustili tega gradu na Jeterbenku in šli dol novega zgraditi in zraven še en stolp za ful čudnim imenom Ne boj se.
To je pač hotel so privabiti ljudi. Ja, Kaj pa gremo? V ne boj se. Ja, ne boj se. Ne, ker v bistvu niso ga mogli zavzeti. Ful dolg časa ga niso mogli zavzeti in še lepo, ne vem, bom povedala. Skratka, da ne skačem. In ker bili so zelo vitalni in potem, ko so se preselili dol, se je pa v bistvu so izumrli, ne vejo zakaj. Ampak je kao legenda, da je v bistvu to zaradi zmaja, ker so pretrgali vez z zmajem. Zmaj jim je dejal vitalno. Se pravi, so bili Targarjeni, a so se poročali tudi med sabo? Verjetno, ker so bili res zelo veliki, je bilo teh otrok. A ni to retorično vprašanje za vse te, tako do 1800? A so se poročali? Ne, v bistvu, Habsburžani so se bili, tako da je bil nekdo poročen za svojo nečakinjo in v bistvu je bil mož od njene, brat od njene mame, pa nečak od njenega očeta, nekaj tazga, se pravi, ja. To je una Lasmeninja, Velasquezova slika, una punčka je bila poročena pač svojim stricom / bratrancem, ne vem kaj vse, ne vem. Se pravi, nič da, ja, je tako. Zato so bili pa taki lepi, ne? Yeah. Skratka, no, da ne bo... Šefel niso rabili. Ja. Jaz sem tukaj napisan, da je v bistvu brez veze vse to brati, ne? Ampak kaj, zato, ker so pretrgali vez z Majom, ki pa načeloma ne bi še tam bil? Ja, in v bistvu nekmu kmetu, vse to je res, ker teh zgodb je milijon, tam ful je zanimivo, da so govorili, da živi v tem Jetterbenku z Maja, ki ne bi bival v globinah Jetterbenka. In je pol, njihov rod je zato upešal in dokončno usahnil. Sedaj neukročen zmaj je zato samo močjo pridrl na dan niže na pobočjih Jetterbenka pri cerkvi Svete Marijete, to je tudi klenotar, ki naj bi po izročilu pozidala poslednja Jetterbenška grofica. Ful je težko ta Jetterbenk. Tu ga je, kot pripoveduje stara zgodba zvijača, ponovno obvladal predkvan kmet. Tako da ja, ful je zanimivo, da v bistvu tako ni tega gradu res, sam križ gor stoji, to so v 20. stoletju zdaj pač postavili, ampak je tako zelo... A je to, ki je zradiran pač? Čist je zradiran, ampak so tam vid na tistih arheoloških... Dobesedno so naredili križ čezen. Ja, križ čezen, ja. Vse so neke skopanine, no, tako da... To pižava šala. Ja, okay. Tako da, ja, v glavnem, zdaj pa tako, ne, tukaj bi mogel biti zdaj povbritek, ampak smo rekli danes, zadnji del, ker smo že kar dolgi, bo samo Hana še nekaj povedala, kar ima pripravljen in damo radostno vsem, tako da tisti, ki tole poslušate, to so stvari, ki jih zamujate, če niste krajcari ali goldinari, ja. Ali vinari, ali beliči, ali karkoli drugega, kar je Veronika odnesla sabo pod zemljo, ko je zamahnila s kačjim repom, tako da, Hana... A pa Raven prav poje, se pravi, sam to, da vprašam, javno. Druga Veronika. Se to vem, ampak poje o tej nekako, mislim, a je tudi zgodbovno povezan komad, ali... Ja. Je, res, to pa šel poslušati, pa pogledati, to pa res nisem vedel. Super. Dej še glasuje na Euroviziji. Moram reči, da mi je bilo malo mi je bilo weird, odkje je Veroniko najdla, tako zelo sem bil. Ja, no, zdaj veš. Zdaj vem, ja, v redu. Okay. Ker je res tak simbol. Če bi kjerkoli press release ob komadu, samo ošinil. Če bi bral. Sej beram jaz stvari. Bereš češarke v kosti. Ja. Okay, Hana še na kratko. Okay. No, jaz sem šla še malo na grad Torjak, zato, ker je tam... Spet s Torjakom, oni so bili torjaška gospoda, Auerspergi so bili zelo veliki meceni reformatorjev, knjige, branje, tako da spet bom že spuščen tle. Ja. Kje je to? Torjak. Protolenski. Ne, to pa mogoče sem celo bil. Ne vem, zakaj zdaj ga prenavljajo, ko greš po stari cesti. Ne, si me že izgubila ta stara cesta. Ampak jaz mislim, da sem nekam spominil, da sem mogoče celo bil tam. Vse je ful znan, ogromen grad, v bistvu, res ogromen in je v bistvu ceste tako malo skrit v zadnji in pol prideš in pol klele je, da gor na spredi. Pred njim je šola, pa igrišče. Ja, pa Mercator. Če ima Mercator, je pa res grad. Zato imate vi v Savcu gradove. Mercator je seveda tako močna blagovna znamka zaradi vodstva tega podjetja.
Zdaj probam nazaj. Sorry, No, lahko daš kar naslednjo sliko. Več legend je tukaj. Me je že strah. Kaj je to? To je srce mladega grofa. Celo od moškega je. Ja, Ok, come on, evo. to je iz Enkrat na stradu. Grof je bil v 19. stoletju, ime mu je bilo Han von Augsburg. Moj somenjak. Ja. In legenda je, zakaj je to srce noter v kapeli. Zakaj legenda? Saj srce je v kapeli. Ja, ampak zakaj? A ja. Ker to so zelo A velika. rabaš legendo za to? Mislim, A ni tle to je sam bila povedati? neuslišana ljubezen. Aha, seveda. In on je se menda zaljubil v neko kmečko dekle. Starši so bili seveda proti, je šel v Italijo, naredil samomor pri 23 in je dekle rdečo pentlo gor zavezalo na njegovo srce, ker je še pentla gor. Sam tok. Jaz bi ker nisem najbrž edini. To je dejansko srce. Ja, človeško srce. To so zelo velika delali, da so pri In ti teh. greš v Torjak in to vidiš. Ja, to v To niti ni kapeli. najhujša stvar na Torjaku. Ne, to je pokopališki kapeli, jo imaš razstavljen. To je prav fotka iz tam. Aj sam meni to narobe. Ok, sorry, vsi ste tako Počakaj, da slišiš, kaj je še tam. Okay. Ne, nič več. V naslednji kapelci pa srednja glava. Ja, skoraj. Veste, da je bilo en let ali dve nazaj je bilo še, ker sem tam malo, jaz sem z otrokom šel, in so bili tam in je bilo, obrnva. Čak, stik, kaj je? No, ta druga je pa, da Valvazor poročalo, spet berem, ampak je bila neka skrinjica v orožarni. In ko si jo odprl, pa tam v orožarni so oni imeli svašta. Tam noter ni bilo nobenega orožja, ampak 2 človeški glavi. Ampak sam koža, odluščena od lobanje in drugega dela glave, ki je znotraj nagačena, navzven pa še kaže brado in lase. In čisto Nagačena s čem? Zdaj je to najmanjši problem. Ja. Ne vem še. Ok, ja, sorry. Okoli glav nasuto žaganje cipres ne odganja samo črvov in ščurkov, ki take dragocenosti radi glodajo, temveč je obenem tudi večna priča neskočnega spoštovanja in grenkega sočutja, ki ga občutno do tega zaklada od nekdaj in še danes. Ena je glava Herberta Augsberga, kranjskega deželnega glavarja, ki je po srečanju in viteškem bojevanju pri Budačkem 22. septembra 1575 mora okusiti turško sabljo, seveda Turki. Sabljo, če veste, kaj mislim. Okusil. Okusil jo je, ne? Drugi je pa glava Frederika Višnjegorskega, ki je bil tudi posabljen v isti bitki, tako piše Valvazor. Dajmo začeti uporabljati posabljati se. Prosim, Meni ful všeč iz Valvazorja fulušten izraz. Dal mu je poduhati 5-prstno zel. Ja. Ampak kako si ti to še videl? Zakaj je bilo to? Kako je Zato, to? ker so une glave tam. Pa ne, niso čaki noke na rob, to so pa moj fake. Ampak zgleda grozen. Čaki. Potem so obe junaški glavi odrli in raztegnjene in pripravljene kože dostavili turškemu cesarju v Carigrad, so gospodje Torjaški odkupili za dober denar 20,000 zlatnikov, sem šla gledati koliko, in prinesli na Torjaka večjo spomin in jih lahko vsakdo vidi. Skratka, ampak, ko so bile bolj zamerane, sem pol najdla, da so v bistvu po hudih bojih med slovenskimi belogardisti in partizani leta 1943, ko je bil Torjak razdejan, je izginila tudi ta skrinja. Imajo pa nekaj, kar je, oziroma je pa maketa tega, ampak ti si grozen zgleda. Mislim, ker jaz sem iskala fotko. A res, tja in tam je res, nagačena koža z glave iz leta 1500. Ja, jaz sem hotela to vsem podeliti tukaj. A ja, ni slike tega. Ne, to je sam. Čakaj, da pritisnem. Ampak vse podobljeni na nekaterih risbah, pa menda obstaja barvna fotografija. Valvazor. Ampak to bi lahko pomenilo, da skrinja iz cipresovega lesa še danes obstaja in se še vedno nekaj hrani. Ampak mene ful zanima to. A sem jaz to malo potlačil, pa je bila fotografija tega. Po mojem je bila fotka, ker jaz se nisem najdla na internetu. Nekaj moraš iti na Torjak. Ne bi sam še enkrat rekel, se pravi srce z rdečo pentljo je pa še vedno tam. Ja, pa veš, in na žar. Ful je dobro. A veš, česa pa ni na Torjaku? Hrasta.
Ja. Ja, Veš to? ja. Torjaška Rozamunda. Rastoji v Torjaškem dvorju, vzdigujejo Svoj rolak v senci pri kamniti mizi z Zgoraj sedi gospode. žlahtne. Vlaške. Žlahtne. Žlahtne, ker Torjačan spet gostuje Rozamundine Sobače. Ja. V glavnem, Prešeren, ne, ki je zdravnica, mi Slovenci, je spremenil lipo v hrast. Pa lipa je še vedno pa fule dobra, ker je taka, pa logeš noter. Prešeren je lagal. Ne, okay, Ja. v redu. V glavnem, jaz mislim, da smo prišli. Kaj je bilo to z glavami na koncu? Ja, Pa glave so, Ja, fair point. Končno Hotela sem nekaj smo tako upravičeni. lepega. Ja, res, še enkrat, jaz bom rekel, najlepša hvala, ker pridete. Ne vem zakaj, ampak pridete, kar cenimo. In na Ljubljanskem gradu bomo znova jeseni, ko se nam bo pridružil sicer ljubiteljski voditelj kolesa sreče, Jure Godler. Ja. On bi mogel biti že danes. Ali tako je bilo? Ne, sam tako fajn bi bilo. Ja, ne vem če. Ne. Užival bi. Ja, ok. Dost mečev. Tako da najlepša hvala Hani. Ja, hvala, Hani, en aplauz, prosim. Hvala vam, ker ste prišli. Hvala Ljubljanskemu gradu, ki nas gosti in upamo, da nas bo po vsem, kar smo danes omenjali, še bil pripravljen gostiti. Ja. Mislim, da tega ko bojo vprašali, zakaj pa tega posnetka ni na spletni strani, nek se je izgubil. Tehnične težave. Jaz bom še enkrat povabil v Discord aparatusa, pridite, poslušajte in glave, ko bojo, zdaj, ki so bolj na pauzi, pa če veš, kaj mislim, pa zadnjice ni treba. Pa podprite, ker to res pomaga, ker zato res tole lahko sploh še delamo vse skupaj. To je to, pa škaj, jaz bi tako, najbrž se bo pa luči poželjati, dajte še sedeti, da že spet eno fotko vseh vas naredim, samo zato, ker to je zdaj že malo tradicija, pa danes sem se celo pripravil in imam tle v tej rdeči škatlici, bomo nadaljevali tradicijo štantov iz morja, imam par nalepk, prosim, že spet, kot vedno rečem, samo eno vzamete, ne vem, če jih je dosti za vse, tako da ne bi tu človek prijel. So pa nalepke od podrobnosti. No, še zmeraj imam ene 3 od podrobnosti, drugače pa aparatus, pa midva s pižamcem, ki vozva Jugota, so tudi noter. Bom dal opazovalnico bomo pa naredili. Ja, to še moramo narediti, kaj je Hana narisala. To je to, zdaj bomo pa res nehali govoriti, je kul. Ej, ful vam hvala, res. Res hvala, da ste prišli. Predvsem za potrpljenje, ker smo bili dolgi. Ja. Zdaj bom jaz awkwardly sliko naredil, pa lahko ostanete.